Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva. Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, kot prijazen pozdrav tudi našemu gostu. Marka Pokorna, doktorja medicine, strokovnega direktorja pediatrične klinike, smo povabili v goste. Prijazno pozdravljeni, doktor Marko Pokoren, in hvala lepa za vaš čas. Ja, prav lepa hvala za prijazno povabilo in priložnost, da se vam pridružim na radijskih valovih. Smo veseli, da ste si vzeli ta čas, ker zdravniki, pa posebej vi, ker ste dejavni še na tolikih področjih, verjamemo, da morate zelo preudarno razporejati svoj čas. Ja, lahko. Torej, jaz bi bil zelo hvaležen, če bi imel dan kakšno uro več, ali pa morda teden, kakšen dan več, ampak ja, življenje nam je odmerjeno, kakor nam pač je, in treba ga izkoristiti v najboljši možni meri. Velikokrat se sprašujem, če bi res imela nekaj minut več ali morda celo uro na dan, a bi si tisto uro res vzela za stvari, ki me bogatijo, sproščajo, polnijo. Kaj mislite? Ali bi preprosto še tisto uro zapolnili s tistim, kar pač zdaj polnimo 24 ur? Jaz mislim, da človek iz svoje kože ne more in da pač počneš tisto, kar na nek način moraš. Če te pa to še na nek način veseli ali izpolnjuje, potem je pa to toliko lažje. No, upam, da bodo začutili dragocenost ure ali dveh, poslušalke in poslušalci, tudi jutri zvečer, da si bodo torej vzeli ta čas za to, da pomagamo. Mladim predvsem. Na koncertu Filharmonijo slovensko bova povabila dr. Marko Pokoren. Koncert za dihala ste ga poimenovali z dobrodelno noto. Lahko kaj več poveste o njem? Ja, prvi delovni naslov je bil dobrodelni D-dur, ampak potem se je zdaj v bistvu ta koncert za dihala še bolj na nek način dogodku primeren naslov. Namreč Slovenska filharmonija v sodelovanju z Rotarjem se je na nas obrnila, da bi naredili nekaj za našo kliniko, in mi smo to seveda hvaležno z obema rokama pograbili. Dejansko z tem dogodkom je ta dogodek namenjen zbiranju sredstev za nakup aparatur za posege, tako diagnostične kot terapevtske, pri otrocih z obolelimi dihali. Gre za bronhoskopsko opremo, ki jo pod streho pediatrične klinike uporabljajo ne samo zdravniki na službi za pljučne bolezni, ampak tudi zdravniki v enoti intenzivne terapije, potem torakalni kirurgi in tudi v bistvu zdravniki, ki se ukvarjajo z boleznimi ušes, nosu in grla. Skratka, dejansko cel spekter strokovnjakov, ki se ukvarja z boleznimi dihal pri otrocih, bo na nek način, če bo ta akcija uspešna, lahko svoje delo uporabljal še bolj v bistvu kompetentno. Torej, tako bom rekel, kompetent strokovni jim že zdaj ne primanjkuje, Je pa dobro imeti v teh sodobnih časih, ko gre tudi stroka zelo naprej, je potrebno imeti sodobne aparature, ki so sestavni del delovanja ne take strokovne institucije, kot je naša klinika oziroma Univerzitetni klinični center Ljubljana. Seveda ste se potrudili, da je tudi koncert napolnjen s kakovostno glasbo, obenem ljudje nekaj dobimo, ko poslušamo, po drugi strani pa tudi s to dobrodelnostjo res krepimo človečnost v tej družbi. Na to noto pa znamo odgovoriti, kaj ne? Glede na to, da je tudi zanimanja za vstopnice, hvala Bogu, dovolj. Ja, mislim, da je v naši družbi neka ta želja po pomoči, ta dobrodelna nota ali pa struna, ki jo ima vsak v sebi, še vedno nekaj, na kar lahko se zaigra. V glavnem, jaz mislim, da je to ena lastnost, ki je prisotna v naši družbi. Je res, da je teh potreb tudi veliko, da je tudi inštitucij, ki se s tem ukvarjajo, veliko, ampak mislim, da je na nek način je to seveda potrebno,
da bi si želeli morda, da bi vseeno država več prispevala in da nam ne bi bilo potrebo take opreme kupovati z pomočjo donacij, ampak takšna je pač naša realnost. Mislim, medicina gre v korak s časom in tle so dejansko zelo velike zahteve, če hočeš res nuditi pač strokovno storitev. Mislim pa, da je, če se dotaknemo sam tega dejanja oziroma dobrega namena, mislim, da je to na nek način koristno tako za tistega, ki ta dar prejme in tudi za tistega, ki ta dar da. Tako da je to ena taka v vseh ozirih dobra stvar. Se bova vsake toliko še vrnila k koncertu Zadihala, torej jutri zvečer v Slovenski filharmoniji v tamkajšnji dvorani Marjana Kozine. Kdo nastopa? Koga ste privabili? Nastopa najprej seveda orkester Slovenske filharmonije, ki ga skozi vse leto redno poslušamo. Potem pa bojo nastopili še solisti, in sicer trio Vivere in pa ena mlada harmonikašica Teja Udovičič Kovačič, ki sem jo jaz slišal zadnjič na Miklavževem koncertu in je res, torej, kljub svoji mladosti izjemen virtuoz na svojem inštrumentu. Tako da mislim, program, kolikor sem ga videl, bo, jaz mislim, ušesu prijazen, ne bo atonalne glasbe, ampak bo pa Donizetti, Čajkovski, Lehar, Puccini. Skratka, bo ena kombinacija nekih opernih arij. Jaz mislim, da bo en zelo prijeten glasbeni dogodek. Lepa poletna glasbena noč. Tako. Boste nastopili tudi vi? Boste na odru? Ne, jaz sem ljubitelj glasbe. Jaz imam sicer osnovno glasbeno izobrazbo, tudi nastopam včasih, ampak v manjših zasedbah oziroma v manjši auditoriju z takimi glasbeniki, pa mislim, da sem bolj v publiki, je moje mesto. Tekom najinega pogovora upam, da se boste tudi vi odločili in boste jutri v Slovenski filharmoniji v podporo mladim bolnikom. Zbiralo se bo za nakup bronhoskopske opreme, za izvajanje diagnostičnih in terapevtskih posegov pri hudo bolnih otrocih, ki se zaradi bolezni dihal zdravijo na pediatrični kliniki. In dr. Marko Pokorn, kakšno je vzdušje na pediatrični kliniki ali pediatriji, kot vi pogovorno rečete? Jaz mislim, da je vzdušje dobro. Delamo na tem, na v bistvu dobrih odnosih. In moram priznati, da je na nek način tudi glasba nek pomemben element pri tem. Moram reči, da smo se že lani poleti začeli pogovarjati z Akademijo za glasbo, da bi na nek način z nastopi študentov akademije, takimi kratkimi, na kliniki v raznih okoljih, bodisi v ambulanti oziroma v čakalnici pred ambulanto, ali pa tudi na posameznih oddelkih, na nek način polepšali dan. Bolnikom, njihovim staršem, ne nazadnje pa tudi zaposlenim. In dejansko smo nekje sredi lanskega novembra s tovrstnimi nastopi začeli in od takrat so ta gostovanja oziroma obiski študentov Akademije za glasbo na pediatrični kliniki kar stalnica. Tako da nekajkrat na teden pridejo v raznih zasedbah, lahko zgolj inštrumentalna, lahko kombinacija nekih vokalno-instrumentalnih zasedb, tudi različne zvrsti glasbe, od nekih znanih otroških pesmic pa do nekih klasikov,
Moram reči, da je bilo zame to ena zelo lepa izkušnja in poskušam večkrat tem kratkim nastopom vsaj deloma prisostvovati, če mi le čas to dopušča. In se mi zdi, da je to na nek način za vse ena zelo lepa izkušnja. Mene je v bistvu ganil presenetilo, kako so kakšni otroci, ki so lahko kronični bolniki naše hiše, ki imajo številne bolezni, so lahko, na nek način je njihova kvaliteta življenja na številnih področjih zmanjšana, pa so ti otroci dejansko bili prevzeti na to glasbo. In vidiš v bistvu, kakšen močan vpliv ima to doživljanje glasbe, ne samo na bolne otroke. Vidiš, kako na nek način tudi s tem svojim pomirjujočim vplivom, kako vpliva na starše, tudi zaposlene, tudi na zaposlene vpliva. Kar mi je bilo pa še posebej zanimivo, je bil pa vpliv, ki ga je ta odziv vseh teh poslušalcev na pediatrični kliniki imel na same izvajalce. Jaz sem pač se učil klavir, pa vem, koliko časa, če hočeš ti v bistvu priti na akademijo za glasbo, kolikega truda je potrebno, koliko ur vsak dan moraš sedeti ob inštrumentu ali z inštrumentom v rokah. Skratka, to je eno zelo naporno delo. Ti virtuoz ne rataš čez noč brez vaje. Tukaj je uzus magister. Tle je treba vložiti neskončno število ur v študij inštrumenta. In mislim, da je bilo precej teh študentov navdušenih, oziroma so na nek način dobili en nov pogled v to, kako širokospektralni vpliv ima to, za kar se oni pripravljajo. In jaz mislim, da je to tudi za enega mladega človeka še en dodaten potem motiv, da se študija svojega inštrumenta še bolj zavzeto loti, če se že ne, ampak se mi zdi, da je to tudi en zelo pomemben element ali pa posledica ali pa nepričakovan učinek tega v bistvu gostovanja glasbenikov na naši kliniki. In mislim, da je to še en dodaten argument za to, da bomo poskušali s tem nadaljevati. Tako je, da se ne izobražujejo zgolj za neko ozko skupino poznavalcev, ampak da je glasba lahko vpeta skoraj vsak dan, na vsa področja. Sej dejansko je glasba sestavni del vsake kulture, vsake civilizacije. In dejansko z nekimi svojimi temi in melodičnimi, harmoničnimi, ritmičnimi učinki je sestavni del tudi našega življenja in je to v bistvu nek univerzalen jezik. In dejansko je, seveda lahko govorimo tudi o tem, da ima glasba seveda dobrodelne učinke na človeško počutje. Ker glasba nas, se veste, glasba nam je lahko všeč, nas na nek način nam zmanjšuje strah, nas tolaži, nas seveda tudi lahko spodbuja, nagovarja, nas spodbuja tudi k socialnim interakcijam. Tako da v glavnem pa se mogoče tega niti toliko ne zavedamo, ampak mislim, da je glasba tako pomemben sestavni del našega življenja, da je nujno, da jo imamo prisotno tudi v bolnišnici, ravno s tem namenom, da je okolje čim bolj nekako pozitivno pa normalno. Ste bili v tem kar inovativni? Vsaj s tako redno prakso? No, glejte, mi tudi v svetu je glasba kar nekako doma v zdravstvenih ustanovah. Jaz sem pred leti v eni kolumni v Delu napisal, da bi morala vsaka bolnišnica imeti klavir. In dejansko je potem ena gospa pred dobrim letom me je kontaktirala, rekla, da je to prebrala in da bi nam želela
podariti klavir na kliniki, pač iz ene svoje družinske zapuščine. To je en tak klavir z dunajsko mehanko, zelo lep, ki smo ga potem res pred dobrim letom dobili na kliniko in ga tudi krstili nastopom enega mladega umetnika. Skratka, ta klavir je zdaj v avli naše klinike, ima eno lepo pregrinjalo, ki ga je ta gospa sama sešila, in nanj se igrajo zaposleni, nanj igrajo obiskovalci, tako otroci kot starši, tako da je... Stoji tam in je dosegljiv vsem. Ja, seveda, tudi piše gor, da tako nekako smo napisali, da jaz sem klavir pediatrične klinike, sem že malo v letih, tako da morate name igrati previdno in z občutkom, ko me boste pa nehali igrati, me pa lepo prosim nazaj pokrite, da se ne bom prašil ali pa prehladil. In je zanimivo, ko zaslišite, če greste po hodniku, pa veste, kaj se spodaj dogaja. Poglejte, jaz sem odrasel v centru Ljubljane, tam bliz glasbene šole, ne, in dejansko, ko greš tam po Vegovi, pa v staro Ljubljano, vedno slišiš, ko nekdo vadi inštrumenta, ne, in je to nek, takoj se človek drugače počuti. In tudi, ko prideš v bistvu k nam v hišo, če nekdo tam sedi, pa tudi, če je to gospod, ki uglašuje klavir, ne, pa skozi en ton pritiska, je že ta, je vzdušje takoj drugačno. Drži. No, se vi ste z glasbo zrasli, tako rekoč. Mislim... Je bila prisotna v družini? Ja, jaz sem iz glasbene družine, moj oče je bil muzikolog, moja teta je bila pianistka, njen mož je bil skladatelj, tako imamo, ampak jaz sem v bistvu, imam osnovno glasbeno izobrazbo, imam 8 let klavirja, pa kljunasto flavto, pa teorijo. Ja, ta zna biti teren. Teorija je, za nekatere je to kar preizkušnja, ampak ja, tudi to smo dali skozi. V glavnem je pa glasba nek sestavni del mojega življenja. Ja, klavir igram, flavto igram, ampak bolj za lastno veselje. No, ampak če se ne motim, nekaj ste pa vendarle spisali. No, jaz sem naredil muziko za teater Paradižnik. Tako za serijo, ja. Za teater Paradižnik sem delal glasbo, tudi špico naredil. No, pa so scenarista, ne? No, to je pa pač scenaristika. Tako, ja. No, ampak tega se bova še dotaknila, to vas res moram vprašati. Sem pa tudi muziko ustvarjal, ampak tle, zagotovo je moj skladateljski opus, torej absolutno zanemarljiv v primerjavi z tem, kar sem pa pisal. Ja. Ste pa močni v besedah in dr. Marko Pokorn na pediatriji, da vam duša igra, da imate glasbeno srce, da ste tudi humorist, to vam zelo prav pride, ko je pa hudo in resno. Torej, gotovo je komunikacija z bolnimi otroki je veščina. Tega nas ne tekom dodiplomskega, ne podiplomskega študija niso naučili. Je pa seveda zelo pomembna in v sedanjih časih še toliko, verjetno toliko bolj. Smo bolj razrvani ljudje danes. Pa tudi na nek način zakonodaja, pa vse, kar je, torej vsa neka zakonodaja v zvezi z zdravstvom, zdravstvenim delavcem dejansko nalaga vse več dolžnosti do bolnikov. Mislim, da s tem ni nič narobe. Seveda je pa res, da je ključna komunikacija z bolnikom. Se pravi, da moraš ti, seveda, vsaj če jaz izhajam iz narave svojega dela, ti moraš zvedeti, kaj z otrokom je narobe, kaj ga boli, kaj ga muči, in se pravi, moraš do tega priti skozi neko interakcijo, moraš na nek način pridobiti otrokovo zaupanje. In seveda to, da otroku v bistvu otrok, ki je bolan, je že itak v nekem posebnem stanju starša, mamo, očeta, ki ga pripelje na pregled,
že itak skrbi, kaj je z otrokom narobe in seveda to še otrok dodatno čuti in je še bolj ta strah na nek način prisoten. In seveda tle je ključno, da ta otrokov strah na nek način nevtraliziramo oziroma ga nadomestimo s tem, da otrok naenkrat rata redoveden, kaj bo ta interakcija s tabo prinesla. Se pravi, da na nek način otroka iz tega defenzivnega, prestrašenega stanja na nek način uspeš spreobrniti v neko sodelujočo, radovedno osebo, s katero imaš pa pol nek konstruktivni odnos in v končni fazi z nekimi štosi, z nekimi šalami, z nekimi fintami se da otroka v večini primerov tudi pregovoriti, da vse da pove, pol se pa tudi pustijo pogledati, in so včasih lahko si tudi sam presenečen, kako so potem res sodelujoči. Skratka, ampak zato je treba imeti pa jeklene živce, zagotovo veliko potrpljenja, treba je poznati kakšne finte, ki se jih seveda v teh 30 letih že klinične prakse že kar nekaj nabrali, ampak seveda ne rata pa zmeri to. To ni taka univerzalna čarobna formula, da boš lahko vsakega prepričal. Kakšni otroci jih je pač tako strah, da enostavno ne gre. In tudi z kakršnikoli, ne z takimi in drugačnimi pristopi ne rata, pa je treba pa včasih otroka na hitro malo bolj prijeti, pa na hitro pogledati. Je pa res važno, da ste pri svojem pregledu, se pravi, da ste temeljiti, da vse pogledate in seveda pomaga, če ste toliko vešči, da to lahko naredite čim hitreje in za otroka čim manj neprijetno. To je ena pot, kjer je treba biti spreten in ob izkušnjah lahko postaneš vse boljši. Drugo pa je, kako lahko svojo čustva, ki so pa z vašega lastnega intimnega sveta, kako pa to zmorete pustiti pred vstopom v bolnišnico. Vidim sama, če nisem najboljše volje, verjetno mikrofon izda. No, lejte, jaz bom tako rekel, zagotovo ne moreš ob vseh teh zgodbah, tako bom rekel, no. Torej, večina bolezni se da pozdraviti. So pa seveda stanja, kjer dejansko je lahko bolezen močnejša. Mislim, da je pri tem treba vedno imeti, na nek način je treba imeti občutek, da si res vse naredil, da ne nazadnje. In tukaj moram reči, da se v zadnjih letih tudi po zaslugi mojih kolegov na kliniki zelo so se stvari premaknile. Mi smo tudi na nek način z ustanovitvijo tima za paliativno oskrbo otroka. Na nek način tudi, ko je enkrat jasno, da bolezni pri otroku ne bomo mogli pozdraviti, da je bolezen neozdravljiva, še vedno z neko enako ali pa še večjo skrbjo se v bistvu usmerimo na družino, da jim omogočimo čim bolj kvalitetno preživetje preostanka otrokovega življenja. Se pravi, da je to, da ni nekih nepotrebnih prihodov v bolnišnico, da so čim več doma v domačem okolju, da so v to vključeni konec koncev tudi otrokovi sorojenci, ki so bili lahko morda do takrat zaradi otrokove bolezni lahko zelo v drugem ali tretjem planu. In da je to da je v osnovi osnovni namen je čim bolj kvalitetno preživljanje skupno preostanka otrokovega življenja kot sem rekel, v domačem okolju in z vključenostjo celotne družine. In pri tem jim je treba seveda pomagati tako po medicinski plati, kot recimo stališča zdravstvene nege, seveda treba jim nuditi pa tudi močno psihološko podporo. To niso preproste reči, ampak mislim, da če se vse to na nek način tako lepo, dobro spelje, je to potem lahko ena taka epizoda, lahko za celo družino na nek način tudi zelo jih obogati,
neko novo kvaliteto prinese v to družino in praviloma tudi, ko se tak otrok potem poslovi, so starši načeloma zato tudi tej naši ekipi zelo hvaležni. Kaj so vas, dr. Marko Pokoren, upam, da ne bo nerodno vprašanje, kaj so vas ti mali sončki naučili v življenju? Otroci te vedno znova presenetijo. Otrok ima neko... jaz sem že star človek in sem se zelo naučil gledati stvari čim bolj usmerjeno, da me ne moti nek šum okolice ozadja. Otroci imajo pa to neko čisto iskreno dušo, ki vidijo stvari take, kot so. In te ne malokrat s to svojo neko čistostjo, iskrenostjo te presenetijo in vidijo stvari v bistvu na nek način nefiltrirane in te v bistvu s kakšno tako pripombo dobesedno sezujejo in te razorožijo. Tako da jaz mislim, da jaz sem se enkrat prav, ko sem prišel na infekcijsko kliniko v službo, pred leti, dolgimi leti, in sem pol videl, sem rekel, pa saj ti ljudje, ki tam delajo, z bolnimi otroki, tam oni so vsi v bistvu na nek način mladi izgledali in tudi mladi pol ostali. To te delo z otroki te na nek način dela ali pa vzdržuje v nekem vsaj občutku, da si mlad. Ker seveda se moraš na nek način spet tudi prilagajati. Mi vseeno moramo spremljati tudi, kaj se recimo v mladinski otroški literaturi, kaj je aktualno, kje risanke so popularne. Tako moraš iti tudi na ta način v korak s časom. V njihov junaški svet, ja. Tako, bi pa še vrnil na tisto prejšnjo, se pravi, te žalostne zgodbe, pa recimo smrt, je seveda za otroka, je ne samo za starše, tudi za zdravstvene delavce, je neka huda izkušnja. In mi imamo tudi v hiši, se pravi, na oddelki, kjer do tega pride, se izvajajo razbremenilni pogovori, imamo tudi supervizije, se pravi, da imajo tudi naši strokovnjaki, ki delajo z temi hudo bolnimi otroki, imajo potem tudi možnost nekih razbremenilnih pogovorov. In poleg tega imajo pa tudi starši otrok, ki so v bistvu umrli, imajo možnost še potem neke psihološke pomoči. Skratka, na nek način se ta odnos s to družino tudi potem lahko še nadaljuje in se ne zaključi. Od kdaj lahko govorimo o tem celostnem pristopu na več ravnih? Torej, to je zdaj praksa. Paliativni tim je bil tam, mislim, 2017, 2018. Musko imamo pa od lani. Ampak, glejte, nekako je mi imamo tudi seveda veliko kliničnih psihologov na kliniki. Skratka, mislim, da je ta podpora zelo pomembna. Smo zaposlili zdaj lani tudi še eno socialno delavko. Mislim, torej ob neki vrhunski medicini je treba poskrbeti celostno za v bistvu otroka in za družino in na nek način, ker ta lahko huda bolezen v temelju zamaje družino, jo je treba seveda podpreti v vseh teh aspektih. Mislim, da je važna optimalna medicinska oskrba, da je seveda tudi empatična otroku prijazna, da ima otrok in družina tudi psihološko pomoč, da imajo socialno pomoč tudi, ker seveda marsikdo se v teh pravilnikih in vseh teh nekako predpisih, kaj taki družini recimo pripada, ne znajde in je seveda socialna delavka lahko pri tem zelo pomaga. In k sreči imamo ljudi, ki so tukaj res zagnani in res pomagajo, se aktivno vključujejo v to. Mislim pa, da je tudi še en dodaten aspekt, so pa društva staršev otrok, ki so imeli neko podobno bolezen. In tle je pa tudi v bistvu ta iniciativa zelo pomembna in to tudi zelo podpiramo. Namreč, ko se ti enkrat znajdeš v vlogi starša otroka z neko boleznijo,
ti je lahko v veliko pomoč nekdo, ki je neko podobno izkušnjo že dal skozi. In je to na nek način, in tega ti seveda, to ti lahko sicer pove tudi zdravnik ali pa psiholog ali pa socialni delavec, ampak najbolj boš verjel staršu, ki je pa to izkusil na lastni koži. Doktor Marko Pokoren, kako poskrbite zase? Od zdravnikov velikokrat pričakujemo neko vsemogočnost, ste pa vendarle samo ljudje, ravno tako z bogatim čustvenim in odzivnim svetom. Se vaše srce sprosti, morda se misli umirijo, da znate znova ujeti ta fokus in res pomagati maksimalno, to izkristalizira tudi skozi ustvarjalnost besed, že prej omenjeno kolumne v Delu, potem iz tega je nastala tudi knjiga, pa potem odlični so scenariji za humoristični televizijski seriji, zelo uspešni, velikokrat nagrajeni, tako Teater Paradižnik kot Naša mala klinika. Dobro, pri slednji se mi zdi, da je to tudi nek odraz sveta realno na kliniki, da so prišle kakšne ideje. No, tiste je bila bolj scenaristična svoboda kot kakršnakoli podobnost. Je bila čisto naključje, ampak ne, dejansko, če danes gledam kakšno epizodo, so pa kakšne stvari še vedno dejansko aktualne. Jaz zdaj nekako, čeprav me doma zelo spodbujajo, da še kaj napiš. So ideje tudi, da bi še kaj napisal, dejansko je pa, bi za to potreboval čas. Najbrž bi se moral res usesti pa nekaj napisati. Zdaj, kar lahko naredim, je, da pač sem ponovno se aktiviral v letošnjem letu kot kolumnist Dela in pač eno kolumno na mesec uspem napisati v nekem svojem slogu, ker mislim, da sem ga zdaj v teh 5 letih pa že vzpostavil. Pa stečejo besede? Ja, včasih se poskušam res odmikati od te neke nore sedanjosti in pisati o kakšnih zanimivih stvarih z obrobja. A pa nekih preprostih iztočnicah, pa iz tega pol neko zgodbo narediti. Vedno poskušam pa narediti tudi neko povezavo z medicinsko ponavadi stroko. No, tako. Kako se je pa ustvaril scenarij za že prej omenjeni humoristični seriji, ki sta navduševali generacije? Ja, tako, to je bil kar napor. Jaz mislim, sem napisal čez 50 epizod Naše male klinike. To je bil kar, bom rekel, podvig, ampak imel sem pa sistem. V takem formatu potrebuješ pač 3 zgodbe in vsak prizor naj bi se končal z nekim punchlinom, z neko tako smešno repliko. Jaz sem ponavadi si nekako vse tiste 3 zgodbe že v prizore nekako razdelil in potem sem se lotil pa pisanja prav samih dialogov in ko so enkrat, najtežje je bilo mogoče v začetku, ko smo pisali tudi za prijavo na razpis, ko je pač bil ta, ko še niso imeli te liki obraza in stasa. Potem je bilo pa veliko lažje, ko smo že imeli posnetih par epizod, se je že vedlo, kako določen lik, torej pa določen lik funkcionira. Se že lažje vživiš. In je potem dejansko so se v bistvu te dialogi pol kar sami zapisali. Tako, kot bi, veste, tako, kot imaš fliper, pa žogca potem počas gre dol, po neki tisti idealni poti. V marsičem je bilo izjemno tudi nastopajoči. Kako ste vi zoreli v tej seriji? Kako ste jo opazovali? Meni je bilo to zelo zanimivo. Jaz seveda sem človek, ki piše. Jaz nisem človek, ki bi bil na odru. In mi je bilo to zelo zanimivo. Tako pri Teatru Paradižnik, pač, ki si oddal scenarij, in potem si čez nekaj dni videl to na televiziji. In isto je bilo pol tudi s kliniko. Saj sem včasno prišel na snemanje, ampak na nek način je tvoje delo pač scenarista končano, ko je enkrat tekst
oddan. Ste se lahko pošteno in do solz smejali zraven ali je pritisk prevelik? To se norce delajo doma, da se v bistvu lahko še zdaj smejim lastnim štosom, ki so že stari. Ampak ja, to pomeni, da vseeno je bilo na teh šalah nekaj. Ne? No pa nekaj kultnega zagotovo lahko govorimo, da sta legendarni. Tudi če bi jih zdaj predvajali, bi bili nadvse aktualni. In to je potrditev, da je bilo spisano na mestu. Ja, da je spisano, posneto in odigrano. Treba vedeti. Ne? Vsem smo imeli praktično celo prvo ekipo ljubljanske drame noter. Tako da, ja, so bili tudi cela ekipa. Tam se je poklopilo veliko stvari. Kakšni so bili odzivi, ko ste s tem potovali zunaj meja? Humor čutimo, razumemo drugače ali podobno? Se je smejalo na kaj drugega ali... Ja, vsak ima nek svoj, na neko svojo noto, lahko ta humor zaigra, ampak mislim, da smo si pa vseeno v teh prostorih precej podobni in kakšnih bistvenih razlik ni. Je pa res, da so morda bile kdaj kakšne jezikovne šale, ki jih je pa včasih potrebno, je pa potrebno res nekaj prevajalskega znanja ali pa veščine, umetnosti, da lahko mogoče nek štos, ki je v slovenščini in je vezan na slovenščino, potem na nek način z enako dozo humorja lahko preneseš v hrvaški ali pa srbski jezik. To je včasih kar poseben izziv. Kaj pa vi radi berete sicer, predvsem me zanima, kako pride v človeka humorni nastavek? Jaz premalo berem. Jaz moram reči, se posud s pepelom nisem kakšen bolj reden ali pa priden bralec. Tako da zdaj prav nekaj časa nisem praktično nič prebral. Potem bo pa spet prišlo ali poletje in bo potem nek tak binge branje, se pravi tako branje na dušek, ker pa res ne vzameš iz rok ali knjige ali pa Kindla. Se izgubite v knjigah med platnicami. No, ampak dr. Marko Pokorn, res me zanima, saj vem, da je nemogoče odgovoriti, to človek pač v sebi ima ali pa ne, ampak kaj hrani ta humor? Humor smo vedno povezovali z nekim intelektom, z enega drugega zornega kota razbiraš stvari kot glavnina, kot bom rekla v navednicah običajen človek. Jaz pač tak sem. Jaz tudi, če sem na nekem službenem resnem sestanku, pa se udeležujem neke diskusije, konstruktivne, strokovne ali kakorkoli organizacijske, meni skozi prepoznate humorne elemente. Ja, meni je v bistvu vse skozi malo na smeh vleče, in je to pol, seveda treba vedeti, kdaj lahko pa kaj iz sebe daš. Moram reči, da se ne spomnim, da bi se mi kdaj zgodilo, da bi bilo kakorkoli, da bi imeli ljudje neprijeten ali pa neprimeren občutek, da sem karkoli naredil. Se poskušam zelo tudi kontrolirati ali cenzurirati, ampak če pa ocenim, da ne bom s tem nič škode naredil, je pa to včasih fajn, ker seveda se potem lahko tudi kakršenkoli dogovor, če gre za neko strokovno debato ali organizacijsko debato, je z nekim takim na nek način lahko potencialno situacijo, napeto situacijo lahko tudi razelektriš, pa se potem ta energija usmeri v neko konstruktivno smer. Tako da, ampak tukaj ni nekih pravil, je pa res. Jaz imam v bistvu problem, da meni vedno potem začnejo stvari bolj na to. Jaz najbrž res ne bi znal napisati neke mučne, tragične zadeve. Jaz bi verjetno pol vedno bi me odnesel v neko, če že vsaj tragikomično smer. No, ker humor nas privlači. Ja, nas privlači pa tudi nesreča, Sej to pač, sej vidite, če se zgodi nesreča na avtocesti, je na nasprotni strani, ne da bi bilo pod tega treba zastoj, ker pač ljudje gledajo. Smo ogledala. Tako.
Dr. Marko Pokorn, v več intervjujih je toliko etičnosti, moralnosti, te človečnosti, ki jo najdemo v vaših besedah. To delo, biti zdravnik, je poslanstvo, ste rekli, to je odločitev, na nek način tudi blagoslov. Kako to močno prežame celotno osebnost? Vi ste res že 30 let tako vpeti v tem, kako spremeni človeka, tudi njegov odnos, razumevanje sveta, družbe, ljudi. No, jaz bom tako rekel, jaz sem se seveda pred 5 leti preselil iz infekcijske na pediatrično kliniko, šel iz čiste klinične rutine v neko vodstveno organizacijsko dejavnost. Jaz sem si vedno na nek način to razlagal, da to, kar sem prej počel na nekem nivoju pacienta enega, kjer sem moral okužbe prizadenejo katerikoli organ v telesu in zato, da jo lahko uspešno pozdraviš, moraš prvič jo pravilno prepoznati, se pravi, moraš biti na ti z vsemi laboratoriji, z mikrobiologi, z vsemi, ki izvajajo kakršnekoli slikovne preiskave in še druge, se pravi, kompletna diagnostika. Pogosto rabiš poleg antibiotičnega zdravljenja za zdravljenje kakšnih zapletenih okužb tudi kirurge, tako da si moral biti dober tudi z vsemi kirurgi in za praktično vse dele telesa. Tako da na nek način, ko je bil osnovna pozornost usmerjena na posameznega pacienta, si moral v bistvu biti z vsemi v dobrih odnosih, da si lahko na nek način skoordiniral optimalno diagnostiko in zdravljenje bolnika. Zdaj je pa to na nivoju cele hiše isto. In je potrebno nekako zagotavljati ali pa skrbeti, negovati dobre odnose med posameznimi specialnostmi, med posameznimi strokovnjaki, da dejansko se najde najboljša možna rešitev za otroka. In tukaj gre za, po eni strani, za organizacijsko kulturo, za neke etične, profesionalne standarde, pa ne nazadnje tudi za dobro vzdušje v kolektivu. In ko se spet se cel pogovor vrti okoli glasbe, če nič drugega, je malo humorja, pa malo muzike, lahko v bistvu stvari naredi veliko bolj prijetne in bolj znosne. Je pa zahtevnost pediatrije v tem, ker smo pa, ko gre za otroke, še dodatno občutljivi? Absolutno se strinjam. Vse zato pa mislim, da smo lahko hvaležni, da imamo v hiši toliko v bistvu zelo kompetentnih strokovnjakov, ki so, mislim, da predani svojemu delu, skrbijo za usposabljanje in dejansko lahko praktično 24 ur na dan, vse dni v letu, ne glede na to, a je delovnik, praznik, praktično nudimo bolnim otrokom najboljšo možno skrb. Je pa ob tem treba povedati, seveda, da se soočamo kot povsod s pomanjkanjem sester, da je delo čedalje težje organizirati in da seveda lahko so ljudje seveda utrujeni, zgarani in seveda takrat ob 2 zjutraj, ko si že ne vem katero nočno, včasih nisi najbolj prijazen. Ampak to je, mislim, da kljub vsemu, je v bistvu smo hvaležni, da imamo predane ljudi na kliniki, ki svoje delo jemljajo kot poslanstvo. In to ne govorim samo o zdravnikih, to so tudi medicinske sestre, psihologi, fizioterapevti, delovni terapevti. Skratka, en širok spekter različnih, tako zdravstvenih kot nezdravstvenih delavcev, ki v bistvu delajo po najboljših močeh za bolne otroke in za njihove družine.
In če se na kliniko radi vračajo, če je to zanje poslanstvo, je veliko lažje in narediš veliko več, če so odnosi dobri. Da ne izgubljamo tam energije. Absolutno se strinjam. Tako da v to vlagate še več. Ja, vlagamo veliko. In je še prostor, kjer vidite, da so še seveda, je možne izboljšave. Prostor je, ker smo govorili skozi o glasbi, mi imamo tudi likovno umetnost. Mi imamo dejansko, veste, da so na fasado pediatrične klinike krasijo zelo lepe ilustracije Jelke Reichmann. Nekaj jih je tudi v notranjosti in imamo tudi stenske poslikave, katerih vpliv jih tudi zdaj v okviru enega raziskovalnega mednarodnega projekta ocenjujemo. Dejansko tudi poteka ena študentka Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, je magistrirala iz ilustracije z pripravo slikopisov o določenih diagnostičnih postopkih na pediatrični kliniki. Napisali smo ji tekste, ona je v bistvu naredila ene zelo luštne slikopise, ki smo jih zdaj tudi izdali v knjižni obliki. Skratka, to so v bistvu, veste, kaj je slikopis? Slikopis je neka oblika zapisa naslikanih predmetov in preostalega teksta v tiskanih črkah. To v Cicibanu od leta 1945 redno, oziroma v teh njegovih edicijah Cicido izhaja. In to je namenjeno učenju branja tam nekje 5 do 8 let starih otrok. In da bi dejansko zmanjšali na nek način strah pred določenimi posegi ali pa preiskavami in da bi na nek način zbudili radovednost otrok, smo pripravili te slikopise, ki so se, mislim, da zelo lepo prijeli, so tudi v PDF obliki dostopni na spletni strani pediatrične klinike. Od tega, kako izgleda ultrazvok srca, ta je bila ta prva, kako sam poseg izgleda, pa kaj se pri tem zgodi, pa zakaj to delamo, potem je, zakaj ti bomo vzeli kri, potem kako izgleda preiskava z magnetno resonanco, potem kako izgleda pregled pri zdravniku. To bi še odrasli potrebovali, saj smo eni veliki otroci. Skratka, ja, no in to je v bistvu dejansko namenjeno tem otrokom, ki se ravno ali so bojo na tem, da grejo v šolo ali pa so že v šoli, da v bistvu na en zelo razumljiv pa duhovit način seveda se seznanijo z določenimi stvarmi. In zdaj ta ista mlada, zagnana umetnica je vpisala zdaj doktorski študij na Likovni akademiji in zdaj v okviru tega doktorskega študija bomo pa še bolj poskušali ovrednotiti način in vpliv in korist enega tazga slikopisa pri enem posegu pri otrocih. Kako se zmanjšuje stres, kako se zmanjšuje strah pred posegom z uporabo takih načinov. In mislim, da bi bilo v končni fazi idealno, da bi imeli za večino teh posegov, za večino stvari, za katere otroci pridejo k nam, če imamo populacijo otrok, ki je v tej starostni skupini zadosti velika, jim je potrebno pripraviti slikopis in da to dobijo na dom, še preden pridejo k nam, da si otroci preberejo in da ne pridejo z občutkom strahu pred tem, kaj jih čaka, ampak da je v bistvu to nadomesti radovednost, o kateri smo že govorili, ali bo res tako špasen, kot so prej že doma prebrali v slikopisu. Ja, to je pa ta kreativnost, moč tega ustvarjanja v vseh spektrih. Mogoče res, ne pišem več serij, ampak poskušamo takele stvari ustvarjati, ki so pa tudi konec koncev koristne za bolne otroke. Vi pa še vztrajate pri belih haljah? Zaenkrat vas še niso preoblekli? Ne. Jaz mislim, da bom, ne vem.
Ne vem, kakšna bo moja nadaljnja življenjska pot, ampak ja, jaz mislim, da bom še kar nekaj časa, vsaj upam, da bom lahko še kar nekaj časa. No pa nasploh, zdravniki, tudi na pediatriji ustajate v belih haljah. Ja, saj veste, včasih je bil ta nek ameriški pristop, da so v teh havajskih pisanih srajcah. Saj je načeloma, rečejo, obleka naredi človeka. Mislim, da je seveda zelo tudi iz higienskih načel važno v bistvu, da ne nosiš istih oblek doma kot v bolnišnici. Moram reči, da imamo mi še kolikor toliko srečo, kar se tiče večkratno odpornih bakterij, da recimo na jugu Evrope ali pa v kakšnih drugih državah po svetu je problem te protimikrobne odpornosti neprimerno večji kot pri nas. Mislim, da smo v Sloveniji vseeno še relativno varni, se pa lahko v nekaj letih situacija radikalno spremeni. Pa skleniva znova s povabilom na koncert z dobrodelno noto. To bo koncert, na katerem bomo pomagali tudi mi svojo udeležbo zbrati sredstva za nakup bronhoskopske opreme za izvajanje diagnostičnih in terapevtskih posegov pri hudo bolnih otrocih, ki se zaradi bolezni dihal zdravijo na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. In dr. Marko Pokoren, vaša beseda največ šteje. Povabiva znova, to bo jutri, torej petek 13. junija zvečer ob 8:00 za nakup vstopnic, torej preko spleta ali pa na blagajni Slovenske filharmonije. Vse skupaj se bo odvijalo v dvorani Marjana Kozine. Z izbranimi izvajalci bo to koncert, melodije, ki gredo v ušesa, klasično, pa vendarle ne pretežko, takšno poslušljivo, da bo lepa glasbena poletna noč, ampak kot rečeno, vaša beseda šteje. Torej, kljub temu, da je to petek 13. Bo to srečen dan. Bo to en zelo prijeten večer in upam, da srečen dan za vse. Veliko glasbenih lepih doživetij in vam uspeha, zadovoljstva, dobrih diagnoz, predvsem dobro odvitih zdravljenj. Iskrene čestitke za vse te ideje, ki jih uvajate. Hvala tudi za ta čas, ki smo ga zdaj morda komu odvzeli, zato pa res iskrena hvala za ta nagovor za naše poslušalke in poslušalce. Hvala vam za to priložnost in za prijazno povabilo. Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva.